Doma v svetu. Mladi Korošci po svetovnih metropolah. To je bil moj prvi daljši odhod od doma, teda sem šla na glasbeno delavnico za 10 dni. 10 dni brez staršev in brez sester. Houston je največje mesto Teksasa, ki je po površini druga največja zvezna dežela Združenih držav Amerike. Teksas je znan po kavbojih, ki so postali simbol neskončne svobode. Ta tradicija se danes nadaljuje na avtocestah, ki jih imenujemo freeway. Večji je avto, večji je status svobode, vsaj tako pravijo. V Houstonu upravljajo kapital energetskih koncernov, med drugim teksanske petroindustrije. Tu je tudi dom svetovno znanega Texas Medical Centra, za največjo koncentracijo biomedicinskih raziskovalnih ustanov sveta. 30 km južno od Houstona je kontrolni center za vesoljne polete. Od tu so koordinirali vse polete na Luno in zdaj v tej stavbi spremljajo tudi dogajanje na Marsu. Kaj bi Teksanci brez avtomobila? Vsak uslužbenec se pripelje v službo z avtomobilom, torej je treba poskrbeti za dovolj parkirnih hiš. Ob 17. uri, ko pisarne zaprejo, pa center mesta izumre in uslužbenci se preselijo na svoje podeželske domove. Eva Hartmann iz Škocjana se je po maturi odločila, da gre za 1 leto v Ameriko, da bi izboljšala svoje znanje angleščine. Velik respekt imam pred angleščino, pravi. Eva je tu v Houstonu kot au pair, kar je za mladega človeka najugodnejši in najbolj razširjen način spoznavanja tujih jezikov in kultur. Ko sem se poslovila na letališču od staršev, ko sem stala na gejtu, mislim, če bi se tam še enkrat obrnila in videla mamico in Adija, ne vem, a bi bolj res šla. In se nisem več obrnila, kurz und schmerzlos. Meni osebno se zdi, kot da je ves Houston eno samo predmestje. Au pair imenujemo osebo, ki v zameno za brezplačno hrano in stanovanje ter nekaj žepnine skrbi za otroke in malo pomaga v gospodinjstvu. Eva ima na skrbi 4-letnega Lukasa in 1-letno Amelie, ki je njen šoce, kot pravi. Ja, v moji družini imam sam starejše sestre, tako da nisem tako navajena, da imam tam mihne okrog sebe, ampak je tudi luštno z njimi in je enkrat fletna izkušnja. Lukas. Okay. Zdaj pa naša ta mala že trudna, da bomo pa spat šli, potem pa jaz moram cajt imela, da malo poskypam, da Adija pa mamico kličem. Au pair dekle živi pri družini doma in tako začasno postane član družine. Kako pa si se znašla tu kot začetnica? Brez navigacije je že težko v takšnem velikem mestu. Tudi v velikem mestu lahko marsikaj pogrešaš. Tukaj v Ameriki je zelo redko, da najdeš kakšen takšen kafe kot tukaj, kjer je res bolj evropski način, ko se usedeš, dobiš kavo v šalci, ker ponavadi tukaj v Ameriki greš v kakšen Starbucks, greš po kavo in greš spet ven. In tu je pa prostor, kjer se res lahko usedeš s prijatelji, uživaš svoj prosti čas in je res enostavno fajn prostor. 2 dni na teden ima Eva prosto in Houston nudi zelo veliko dejavnosti za prosti čas, pravi Eva. Srečavanja z drugimi au pair člani so zelo pomembni, od Švedske do Južne Afrike, vse je v Houstonu zastopano. Danes je za Evo poseben večer. Za Božič sem dobila 2 karti od moje host family za Muse. Markirali so nas že, da alkohola ne dobimo tle, tu je kraj, ki se vse klišeje, ki jih imamo v Teksasu,
se šle notri potrdijo. Teksancem so kovojski škornji sveti, kot pri nas nekaterim koroški gvant. Ko se zasliši tipična glasba, gredo vsi na plesišče. Line dance je zelo priljubljen ljudski ples, predvsem v južnih regijah ZDA. Eva je pri družini starši mešanega zakona. Oče je iz Nemčije, mama je Američanka. Ker je oče veliko na službenih potovanjih, ima Eva nalogo, da se z otrokoma pogovarja tudi v nemščini. Lukas obiskuje predšolo in mama hodi v službo. Eva in Amelie imata pa zdaj čas zase. Baby. Baby. Hallo Luki. Wie war's in der Schule? Gut. Gut. Wir werden heute Ostereier färben. Schnell. 3. Doma тоже eigentlich nimam. Sam zdaj, ko se popravljamo na veliko noč, ali tudi tedaj, ko je za Božič, to je že malo čudno, če si prvič pač po 18-17 letih, da nisi doma. Je tudi ena lepa izkušnja enkrat biti nekje druge in to se v mojem primeru v Ameriki doživeti in naslednjo leto bom pa spet doma za Božič in za veliko noč in ja. Eva se bo predvidoma vrnila na Koroško tam okoli plivaškega Jomaka, seveda z novimi izkušnjami za življenje in z boljšim znanjem angleščine. Kaj bo počela potem, pa še ne ve, ali pa mi ni hotela izdati.